Živjo, bojevniki in bojevnice. Upam, da ste v tem kaosu, ki se dogaja zadnje tedne ali pa dni, da ste v stebru moči in ne padate na mahinacije, provokacije in vse najbolj plitke udarce, ki jih je sposoben zadajati vsak pomočnik satana. Zdaj matrica očitno zelo rapidno razpada in jasno je, da smo prišli do točke, kjer bo treba umrti ali pa se postaviti s svojo močjo kot tale lev za mano na svoje mesto. Ne, mislim, meni se zdi, da je čas kar zletu. Meni se zdi, da smo včeraj praznovali novo leto in evo, dvakrat se človek obrne in januarja je konc. Čas bo, da začnemo preganjati zimo, da začnemo preganjati mraz v ljudeh, da jih bo ljudi končno lahko segrela toplota srca, toplota sonca, ki izvira, ki je v nas, torej to neko notranje sonce, Agartha pa to, če ste kaj gledali. Jaz ne verjamem, da je zemlja votla pa noter še eno sonce, ampak da gre za notranje sonce. Ampak okej, kakor smo že pogruntali, vsako stvar je fajn, če si človek pointerpretira po svoje, kajti če upoštevaš tisto interpretacijo od drugih, potem si interpretiran, indoktriniran in zaveden. Tako smo tekom najdli kakšno razlago, kakšno besedo in ugotovili, da je čist drugačna. Kako že parlament je parlare, je govoriti, mandare ali kako, mantiere je pa lagati, mislim, govoriti laži, ali pa parle, kot parlare, kot govoriti mentalu, govoriti umu. In tako nekako oni nam proba, ampak zdaj smo eno besedo parlament razdelali, dvakrat smo si jo, dve različni varianti imamo. Kaj je tretja? Je pa uradna, je pa parlament, je pa zasedanje. To pomeni 90 ljudi, ki upravlja z 2 milijona ljudmi in jim pere mozak, prazni denarnice, jemlje energijo, voljo in čas in konec koncev mori svobodno življenje, medtem ko govori, da delajo kako že polnost življenja. Sem prav si zapisal, ja, da oni skrbijo za polnost življenja, da imamo vsi dostop do zdravstva, da vsi imamo dostop do vode, pa je to res, pa da imamo vsi pravico do svobode govora, pa ne vem, se kar ful cenzura dogaja, pa da oni lahko govorijo, ko krčijo, lažejo, ke pes, prikrivajo in obračajo skozi medije in tako, čisto vse, ampak nihče pa ne čuti, da je kaj kriv ali pa da bi bila laž kaznovana. Probajte se vi zlagati, pa da vidimo, do kje bo šlo. Probajte vi koga zavest, boste vi videli, takoj vas najdejo, nekoj vam pokažejo, da ste pa vi problem. Čisto za občutek, kar se mene tiče, občutno je videti, da razpada matrica na samem vrhu, da razpadajo korporacije, da se nekaj dogaja tudi z vojsko in helikopterji, Juma je še vedno v reki, kaj še, ljudje so začeli izkazovati svoj pravi jaz, dvolične maske, torej maske, kot da so oni duhovno premojeni in so oni v miru in so nam pamet solili. Zdaj, ko jim rečeš laž, prevara, manipulacija, prodane duše, pa pokažejo čisto neko drugo, brezdušnost. Pa ne samo brezdušnost, tudi brezobraznost, bezobrazni so, in brez ksihta. Zaradi tega pa rabijo maske, pa imajo eno masko za ke, pa drugo za ke. No in zdaj prihaja pust letos nekoliko zgodnejši, na 4 leta ima
cikel in lansko leto je bil zelo pozno, zdaj pa je zelo zgodaj. Nima veze, to je vezano na prvo polno luno, po solsticiju pa 40 dni v rikverc pa imamo. Kaj sem hotel reči? Ja, pust, no, in zdaj jaz kot ta pustni človek, ne, nisem povezan sem s pustom, če pa sem doma v pustnem mestu, kaj pa boš. No, sem precej časa študiral, od kje je pust, kaj je pust, zakaj je pust, kdo ga je organiziral, kaj je bil namen, kaj je bilo sporočilo pusta in tako naprej. No pa šele zdaj, ko sem se popolnoma distanciral od pusta v Cerknici, tudi s pomočjo vrhovnih in, bom rekel, članov društva, a ne, seveda se vsi strinjajo, a ne, da sem jaz zelo problematičen človek, a ne. Seveda sem, normalno, da sem. Razlog, ki so se ga izmislili, je pa zelo slab, ne. Ampak dobro, bomo drugič obdelali. Zdaj pa, ko sem se malo distanciral, pa nekako razumem, da v bistvu pustovanje je bilo v bistvu, ljudje se maškarajo, ljudje nosijo maske in ko so jih napili, vidiš, kakšne te maske so, a ne, vsi blesavi. Ker pač ni videti, kdo je spodaj, a ne, ker si zakrit. In maske naj ne bi govorile, ne, to je neko tako pravilo, ali pa nas je bilo tako, maska je, sam govori pa ne. No, ampak glede na to, da smo pogruntali, da ljudje nosijo maske, kamuflirajo svoj pravi brezobraz, a ne, so v bistvu, oni tudi govorijo, ne, in bom rekel, mlatijo prazno slamo, laži, pol resnice in globoka zavajanja. In ideja je bila, da se pusta na koncu zažge, a ne? In naj se maske končajo, naj preneha biti rom-pom-pom, laži in prevare in naj to enkrat zgori. Burn the bridges. No in upam, da letos imam eno tako prečudovito idejo, kako in kaj temu dodati pravi pomen iz svojega vidika. Vse lepo in prav in naj maske crknejo, ker zdaj jim pa je očitno postalo jasno, da ta igra ne bo šla več. Zdaj nekako en del je že bila taktika, da so bili tiho, kot maske so umolknili. Zdaj pa izgleda ne morejo več, a ne? In iz sebe bljuvajo na živo, če jih srečate, in v komentarjih, v objavah in tako je zaznati, kaj leze iz ljudi ven. Iz pravih ljudi leze mehkoba, spoštovanje in pa odločnost, da se ne pustimo več tudi pod točko razno ne zapeljati. Iz njih pa seveda rine in zloba in napadanje, obsojanje, obračanje besed, poniževanje, kva pa boš ti, kva te, nekaj z duhovnostjo pa to. Veš, ne, gremo se mi duhovneže, mi se gremo takele leve, takele pošasti, ki so bile uspavane, prebuditi in povedati, kdo je na tej zemlji gospodar. Zdaj, seveda, oni probajo metati kolena v nas podmakniti, da v bistvu pademo, zamajamo, pa ko si nekje s hlačami do kolen, tam ti ga pa usadijo. To je bil njihov princip, te omajati in te nasukati. Ampak imajo oni težavo, med sabo so te maske močno povezane, drugega držijo za vrat, ne vem, kje sem si jaz to zapisal. Ja, zvezani so med sabo v neko formacijo, a ne? In ta formacija je imela moč in premoč, nekako si noben ni znal predstavljati, kako se da to uničiti. Kaj pa češ, ko je, zdaj sam nič ne moreš, ne? Moraš, kajti šele to, da smo mi postali glasni in da smo kolektivno spregledali njihovo delovanje, ne moramo se več, oni ne morejo več vladati, oni ne morejo več nategovati, če pa vemo, da nategujejo. In tudi vemo, kako nategujejo. In tudi vemo, kako se obnašajo, kadar jih dobiš na laži, a ne? Ko jih soočaš z resnico, ne pa z njihovo lažjo. Vsi popizdijo, te obkrivijo, da si nor, da si blesel, da si ti kriv za vse. In jaz sem rekel, veš kaj, odjebi, nisem jaz tvoj problem, ti si tvoj problem, ne pa jaz.
Najdi svojo žrtev, kje drugje, oziroma tudi to ni prav, obrni se vase, pa poišči, kdo je za to kriv, se poglej in tako naprej. Ampak ne, to pa ne, je lažje pogledati drugam, ker če pogledajo sebe, boli, ker je vse gnilo. Ne? Žal je to tako, ljudje so se tako zmontirali, nora je scena, vsega se pravzaprav z besedami ne da niti opisati, kako so ljudje taki postali, so se, na kakšen način so v bistvu se odtujili od sebe. Ne? In te njihove, bom rekel zdaj, naveze, oni so ves čas bili povezani, kaj je rekla, kazala, ampak ta formacija njim razpada in njihova naveza razpada, mi pa se čedalje bolj priklapljamo na ver in smo v stiku z verom, vzpostavili smo stik in ko se človek, temu se lahko reče tudi prebujenje, in ko se enkrat ti prebudiš, takrat je stik vzpostavljen in ga ne moreš več ugasniti. Nam so stik prekinili v rani mladosti in nam nasuli v možgane bedarije, informacije, laži in ovo. No in mi smo pogruntali, da te misli, ki preletijo v glavo, znamo parjeti in jih znamo mleti. Najhujše je, da primemo misel travme, bolečine, izdaje, prevare, pa kako me je pa tako, jaz gledal fajn človek v štartu, pol me pa tako nategnil, ne vem, pa tepu, pa kradu, pa lagal, pa blatu moje ime, čedalje več zgodb je tudi v slovenščini, okrog tega, kako so najbližji ljudje v bistvu najbolj zmasakrirali nas, ljudi, in to z namenom, in vse to je bilo načrtno. Za moje pojme so to plačanci sistema, sodelavci sistema, tisti, ki držijo sistem pri življenju, da sploh lahko tako funkcionira. Zdaj, da je to res vse satanistično, si lahko pogledate, kako izgleda Evrovizija v današnjih časih, pa kako je izgledala pred časom. Ne? Ja, vsekakor to lahko rečemo, da je to satanistična Evrovizija in televizija in Eurovizija in vsaka vizija je njihova vizija. Mi želimo svoje misli opazovati, ne premlevati, ampak vršiti čez ramo, pa pride nova, pa vršiti čez ramo, pa ne pride nova. Niso to kreacije uma, ampak je treba te stvari opazovati, ki prihajajo iz univerzuma. Mi imamo možnost te misli prijemati, brezdušni pa žal ne. In kdor je dušo prodal, je prodal povezavo z Bogom. Žal z eno ritjo na dveh stolih se ne da sedeti. Ali si za Boga, si za resnico, ali si za Satana, torej si za laž, si za masko, si za skrivanje. Si za to, da boš na način laži, zavajanja in prevare nekaj pridobil, nekdo bo pa zaradi tega prekrajšan. To ni plemenito, ne? Istočasno pa tega, ki je bil prekrajšan, še označati, da je kriv, pa da je prfuknen, pa da je v bistvu za bolnico. Ne? Tako znajo ti igralci odigrati svoje vloge. No ja, so jih znali, ja. Kar se mene tiče, je ta igra. Sploh ni več igra, tudi improvizacija več ne, ampak ena velika blodna. In tako, ko so bile njihove besede ena velika blodna, znormalizirali so si, da v bistvu noben mu skozi besede sploh nič ne pove pravzaprav, razen kakšne obtožbe, iskanje krivca in tako, nič ne povejo pravzaprav. Vse, kar ustvarjajo ti, bom rekel NPC, ti pripadniki sistema, vse, kar naredijo, je hrup, noise, kaos, brezveznost. Ne moreš sploh najti ne začetka, ne konca, ne zaključka, ne začetka, ne nič. Skratka, bodite malo pozorni, kaj dobite informacij od osebkov, ki vam pridejo posoliti pamet. Ne dopuščajte, da vam je soljena pamet, zaupajte v to, da se znotraj vas in nas vseh prebuja neka velika, mogočna beast, zver. Ne pošast, zver. In ta zver je sposobna poskrbeti za sebe in točno ve, kaj in kdaj mora. Zdaj jaz vas probam malo prisiliti, da bi pohitril postopek prebujanja, ker mi smo v porodnem kanalu in porodne krče gledamo in spremljamo in doživljamo pravzaprav vsak svoje.
Jaz sem vas hotel mičken porint, vendar je že vse v redu. Informacije dati za tisti moment, ko pride vaš pravi čas za vzcvet in za postavitev na svoje noge. Te informacije vam bodo pa kar prav prišle, sem trdno prepričan, marsikdo to že lahko potrdi. In v bistvu nekako ne da se nikogar prisiliti. Razen situacija zunanja nas lahko pritisne tako daleč, da rečeš, ali bom umrl, ali bom pa živel. Ker tole do zdaj je bil survival mode. Tole do zdaj smo naš krge dihali. Tole ni niti že od življenja, halo. Torej prepoznati zunanjost in reči, dosti je. Sej, to še ne pomeni, da bomo vzeli kalašnike v roke, ker jih ne bomo, ampak da pustimo, naj oni, veste, nekako moramo razumeti, bom dokončal, pustimo jih, naj se pokoljejo med sabo, namesto da koljejo nas. Zdaj pa, tisto, kar sem hotel reči, mi živimo svoj svet, oni živijo svoj svet, ampak oni, če želijo živeti svoj svet, morajo priti v naš svet in v našem svetu nekaj vzeti. Nam dati nemir, vzeti nam mir, ljubezen in življenjsko energijo, a ne? In zdaj oni pridejo nepovabljeni in se usilijo in oni celo si zamišljajo, da jim to parpada, celo toliko so bolani v betinah svojih in namerah. Tako da nekako, veste, kaj rečete sami sebi, pa dej pa pizda, pust me primer, njemu to ne pride v poštev. No, on bo šel naprej. Zelo pomembno je, da razumemo, da v bistvu oni so vsiljivci, oni so posiljevalci z mnenji, z razlagami, z idiotizmom in nas posiljujejo, stopijo v našo auro, pa mu noben ne dovoli, presedejo se ti za mizo, pa noben nič ne vpraša, kar se jim zdi, saj smo, kar vsi vse, Ni to čist glih tako, z dobrimi ljudmi nikoli ni problem, ko se imamo kaj za pogovarjati, neskončno težke, morbidne, težke teme. A to želimo mi, ali kaj? Mislim, da ne. Mislim, da se želimo zabavati, Ok, smo v vojni. Seveda so resne situacije in resne teme za obdelati. Kako jih odfukati njih, kako postaviti jasno mejo, kako jim ne več dovolj. In ako pol igrajo žrtvu, kaj me briga, ti si problem svojega sveta, ne jaz. In išči žrtvu zaradi mene, ne kjer češ, posebi jo malo, poišči, boš najdu zihar. In žrtvu in problem in krvnika in razsodnika, vse boš tam not najdu. In vse odgovore, pravice in vse, vendar bo treba nehati lagati. To pa ne. Lagati je pa tako super, Ja, zakajali so se, kdor je prodal dušo, kdor deluje na strani resnice, Boga in ljubezni, temu je nasuvano na dnevni, na minutni bazi, ves čas. Kdor se je zavezal laži in satanu, žal mu ta darila ne pripadajo več. In tako je resnica tudi pravzaprav zaščitena, da svinarija ne more v njo in vse ok, vendar vsak pri sebi more pogruntati, kaj pomeni poslušati svoje lastno notranje vodstvo. Vodstvo notranje je zelo subtilno in deluje po principu, kaj imam rad, kaj me navdušuje, kje so moje strasti in kako si zdaj želim biti. Takole ali malo bolj drugače. Malo drugače, da bo malo boljše ali da bo malo slabše, zato ker je morati ali iz navade ali neki. Jaz sam pri sebi delujem po principu, kaj imam najrajš in ako moram priznati, me zadnje čase precej okupira ne število ljudi, ampak ljudje kot taki mi kar nekaj časa jih vse z veseljem posvetim in pol pa malo manj časa ostane za narediti kakšen video več. Medtem, ko je toliko vsebin, o katerih bi še lahko govorili in klepetali, sem enostavno, tudi meni se čas gosti, kada nekaj bolj hitro gre. Ampak vse v redu, prihajamo zelo rapidno na prvi ter v pomlad, kjer bomo pregnali hlad, mraz in zažgali maske v kompletu.
Torej, tiste, ki si jih ljudje devajo kot identifikacijo, si identificirajo, to je nekako, da bi na kozarc steklen, lep, svet igral, na popov nalepko, to so pa kumarce. Pa nisi ti kumarca, stari, ti si vsebina notor. Tu imaš svet igral, Jones pa paprika, ne, jaz sem pa rajš paradajz. Tako nekako in nalepka, če fejs držijo z kozarca celo dol, ne dobite, tako imajo ljudje zapopane maske in identitete na sebe. Zdaj, ko pa je maska ranjena, a ne, če pa vi, ki morate dati, ne maska, nalepka, če morate dati nalepko iz kozarca, gre ful prej, če jo malo raniš, da prej pride voda spodaj, ne. Ko pa je enkrat nalepka in maska ranjena, gre voda lažje spodaj in lažje se jo odstrani. Ne, pa smo zdaj pri nalepkah pa pri kozarcih. Skratka, čistina našega srca je predpogoj, da se priklopimo na univerzum. Čistina srca pomeni, da govoriš resnico in se ne ukvarjaš s tem, da si moraš zapomniti, kaj si komu, kaj, kdaj rekel. Ker če je nekaj res danes, včeraj, jutri in zavedno. Ne? To moja Lucy mora narediti tudi malo. Lucy, v redu je. V redu, vse je okej. Lucy. Tudi ona je bist, ne? Tudi ona ima zver v sebi. Kaj ima to tukaj za delati? Stran vsiljivci. Ne, vse ona meni pomaga te vsiljivce malo stran brcati. Po drugi strani pa tako privabi s svojo prikupnostjo, privabi iz ljudi tisto lepoto. Tisto, kar imajo ljudi, ki so ljudje pozabili. Ampak vidijo v očeh kuška noter, da je, kako ima nekaj svetega v sebi, ne? Tako nekako te stvari z Lucy našo in pošastjo, nima veze. Skratka, bom še slele na listek, ker sem mičkan, vam povem iskreno, zjutraj navadno delam videe, danes nekako mi ni uspelo in evo je ura 3 popoldne in tudi vidim, mi možgani ne funkcionirajo več popoldne, zjutraj so zmeri čist nabustani. Pol popoldne pa to nekako, vse je prav. Počitku, ne, ležemo popoldne zvečera, ne, in zjutraj se dan lovi, zjutraj se lovijo misli in sanje in lahko ujamemo močne, pomembne sporočila. Recimo moje današnje jutranje sporočilo, ko sem se zbudil, je bilo, da križ, pa Jezus Kristus, ne, da križ predstavlja resnico, ne, da težko je prebiti se do resnice, jo nosiš na sebi in za resnico je vredno umreti. In oni, zdaj, križ je v bistvu prepovedana resnica, ne? In zdaj to nekaj prepovedati so nosili vsem ljudem v bajto in kot simbolizirajo kot evo, Jezus odrešenik, to je nekaj prekrižanega in mrtev je gor on, tako da že sam simbol bi nam mogel povedati, kako hudo je vse narobe. Ampak okej, zdaj, če sem rekel, da je propaganda, tiščala, mediji, šola in tako svoje informacije, nekako smo pogruntali, da jim ne funkcionira več. Zdaj so digitalni bojevniki, njihovi so tudi precej, pa artificial intelligence, torej umetna inteligenca, tudi nekako pomaga dodevati ena na ena zmedo in zablodo. Ne dovolite, da vam nekdo usuva svoje mnenje, če imate svojo lastno izkušnjo. Ne morete vi sprejeti drugega mnenja. Glih drugo mnenje v bistvu nas je pripeljalo do tle, kjer smo. A veste, res vsaka stvar se da interpretirati na svoj način, celotno svetopismo, uradne. Je ne vem koliko uradnih inštanc, ki opisuje vsak po svoje. Jaz sem ga z butalskim umom si razdelil po svoje in moja razlaga pije vodo in to je zame ultimativna resnica. Ko bomo izvedeli pa pravo resnico, kako pa kaj je bilo, bomo pa tudi to dodali, a ne? Ampak kar se mene tiče, mi je jasno, da gre za
To, da mora vsak posameznik prehoditi križev pot, pa makar sam, pa če gre proti celemu svetu. In to je ta prispodoba in muska v ozadju, bojevniška drža. Dragi moji, mi se moramo zavedati, da branimo nekaj zelo svetega. In to je resnica. Mi branimo ljubezen. Mi branimo raj. Niso to enostavne stvari, pa ni nas ful dost. Vojska lažnivcev in primitivnih hinavcev je zelo velika in zelo organizirana. Mi smo pa majhni, malo številni, močno razdeljeni, vendar sila, ki je v nas, moč, ki je v nas, je dovolj velika, da oni padajo že zdaj. Ne? Mi smo napredovali, oni so pa zdaj bolj v strahu, niso več tako pogumni, so bolj v strahu, ne? Pa vejo, da nekako ne bo šlo, ampak še kar nekaj probajo. Torej, morate vedeti, da če smo bili prej mi tako, pa so bili oni, so oni zdaj v rikvrc dol, mi pa močno višje gor. V moči govorim, v samozavesti, v odločnosti, v integriteti. In oni nimajo povratka nazaj. In to je tista naša moč, ki jo moramo izkoristiti. In beseda je človek postala. Oni so z besedami laži prevzeli imperij in ustvarili imperij zla. Ne? Še beseda imperializem je tle zelo blizu. Ne? Ampak ta imperij zla in laži razpada na big scale, torej na veliko. Zakaj? Ker je resnica prišla glasno v ospredje in njihove laži ne pijejo več vode. Mi jim več ne zaupamo ni milimeter, niti jih ne spoštujemo več, niti ne moramo reči, da si zaslužijo kakšno mesto. Ne? Sicer pa mnogo njih že odhaja, verjetno proti reki, tam je zdaj parkirana ta naša Juma, tako da ja. To sem že. Podaj roko sovražniku, naj občuti, kako je biti človek. Pa, to je zdaj relativno, ne? Prav je, da smo do vseh voljni pomagati. Tudi moje vsebine so po večini, pa ne bodo več. En del vsebin je namenjen vsem, a ne? Tudi tistim, ki niso moji prijatelji, torej tisti, ki podpirajo nek sistem, ki v bistvu tudi najdejo znotraj sistema eno greško, ampak narcizem pa pustijo tam, kot da ne obstaja. Narcizem je največji virus in največjo bitko, ki bije vsak sabo, je točno nosi svoj križ in to je tisto, kar mora vsak sam pri sebi v svoji okolici prepoznati in razbombati te narcistične manjake, psihopate, ki so zalepljeni na nas. Zdaj, narcizem je neozdravljiva bolezen oziroma lastnoročna predaja duše hudiču in zavezanost k njemu, ki pa deluje seveda pod maskami in za lažjo. In se pravim, naj zgori, kar zgoreti mora. Zdaj, v tem času, v celem življenju, smo se mi zgradili do te točke zaradi tega, ker smo bili pritiskani in smo preživeli prvič, drugič, 65 in 500, a ne? In smo se izgradili. Zaradi tega, ker smo se izgradili, smo mi izgrajeni. Če ne bi oni nas tako pritiskali, ne bi se mi nič izgradili, a ne? Tako da na nek način bomo mogli tudi sovražnikom reči hvala. In jaz sem jim že rekel hvala, ste me pripeljali do sem. Sam ne boste pa nobenega več na tak način, zaradi tega, ker bi mi lahko prosperirali v eni veliko lepši družbi, obliki in načinu prosperiranja, bom rekel, osebnostne gradnje. In mnogi ljudje imajo občutek, da čakamo, nekaj se bo zgodilo, puf, bo palčka, pol pa bo vse drugač. Seveda bo zelo pokončalo, ampak takrat človek, ki do zdaj ni nič naredil, ne bo nič bolj prebujen, ne bo nič bolj izgrajen, ne bo nič bolj občutil stvari, 3-4 zdaj naenkrat. Samo
lažje bo do tega prideti, ampak narediti bo mogel pa ipak vsak sam. In super bi bilo, da bi vsak sam čim prej prišel do sebe, do svoje notranje integritete in rekel, dosti, zdaj pa mene ne boste več. Pa ti boš tle dvigoval dekel folku, pa tega sratno, pa kdo pa miš, da si stari, papel eden. In mu ti kar razložiš, ne, da morilci duha ustvarjajo duhamornost in duhamornost ima dve besedi, duha pa moriti, ne, torej ti si morilec duha in na tak način sem jaz celo danes enemu res rekel, ti si precej primitiven človek, pa sem rekel, ti si res morilc, ne, dobesedno in res si morilc, prav, ti ne zaslužiš si besedo, si morilec in za morilce sem jaz, mi gre mal, se bom potegoval, da jim pritiče smrtna kazen, a ne? Ker ti lahko moriš, ne, boli te kurac, ne, tebe pa ne sme pa noben umoriti. Zanimivo, ali kaj? Bomo te stvari dokončvali, ko pride do končnega preobrata, ko bo zlu zadan zadnji udarc z torčem modrosti in večnega življenja, da prebudimo v večjem številu naše brate in sestre in jih poskušamo osvoboditi kremplov zla, v katerega so ujeti. Želel bi, da vsak izmed vas že zdaj reče dosti odpiče, jaz s tabo nimam nič in beži, kokor te nesejo pete, a ne? Ker ti psihopati znajo iz vas tudi polke končate odnos narediti tak masakr, da je za znort. Tako da beži in ne pričaj ništa, ne? Okay. Da bi razumeli razlago, morate za začetek razumeti, da je vse nerazumljivo. Bom še enkrat, da bi razumeli razlago, morate razumeti, da je vse nerazumljivo. In zdaj imamo dva pola. En je pol Boga, dušnega razumevanja, torej večini nam totalno novo in nepoznano področje, totalno, se trudimo k norci objasniti, da gre za življenje samo, in na drugi strani gre za kompliciranost in idiotizem in zavajanje preko komplikacije strani satana. Pa dajte, pogledajte kakšne papirje, ne vem, kakšno zakon si pogledajte, boste videli, kako je to razumljivo. Se imate kakšno odločbo doma, pa si preberite, kako je to, moraš biti pravnik, da razumeš, ne? Oni pravijo, kao ste vi, pizda, ne vem, couch dohtarji, pa če mi nekaj pošljete iz pravnega sveta, pa se imam, da ja res, jaz moram fejst naštudirati, ker me boste i tako peharli, točno skozi to nerazumljivost in totalno bederijo. Skratka, dragi moji, nekaj se je zgodilo, nekdo je prišel, želim vam prečudovit dan in uživajte. Čau, čau.